Živijo, tukaj Valentin, ura je 6:10. Danes grem po malce drugačni poti, ker tisto zeleno obrežje trenutno obrazujejo in je hrupno. No, tokrat bom pa govoril o meditaciji. Obstaja sicer različne metode meditacij. Vsak si različno predstavlja, kaj ta beseda pomeni. Ampak klasični primer meditiranja je, ko se usedeš v recimo neki mirni sobi, mirni okolici, mogoče se usedeš v lotosov položaj, potem pa zapreš oči in se mogoče osredotočiš na dihanje, se sprostiš svoje telo, potem pa lahko marsikaj naprej počneš. Nekateri recimo si poskušajo kaj predstavljati, recimo da pokličejo kakšnega angela, ki potem naj bi jih prečistil za neko energijo ali za ognjem ali za svetlobo. In si potem rečeš, si dozdevaš, predstavljaš si, da te ta ogenj, ta energija prečisti, da odstranjuje iz tebe vse nesnage, ali pa da si predstavljaš, da si ti točka svetlobe, da si ti vir svetlobe, vir ljubezni na tem svetu in potem pošiljaš svetlobo in ljubezen do številnih ljudi in drugih živih bitij na tem svetu. In potem seveda po meditaciji odpreš oči in spet se vrneš v to fizično realnost in nadaljuješ svoje življenje. Zdaj, meditacija v tej obliki je zelo malo učinkovita v smislu preobražanja miselnih vzorcev, v smislu našega osebnega razvoja, zato ker se ne dotakne ključnih sestavnih elementov tistega, kar smo. Ne moremo mi enostavno reči, jaz sem pa zdaj super, jaz sem ljubezen, jaz sem popoln, jaz sem dober in potem to enostavno postaneš. Tako enostavno to ne gre. Ker tisto, kar smo, mi smo številni miselni in vedenjski vzorci, ki smo jih sprejeli vase, ki so postali del našega avtomatičnega podzavestnega odzivanja in te reakcije se nam sprožajo v vsakdanjem življenju, v slehernem trenutku, ko smo soočeni z kakšnim človekom, dejanjem ali celo samo, ko slišimo neko besedo ali preberemo neko besedo. Torej, to, da se reprogramiramo, da spremenimo to naše odzivanje, zato je potreben majhen drugačen pristop. Za primerjavo bi lahko dal primer, da imamo avto in zdaj z avtomobilom nekaj ni v redu in enostavno, ga damo majčkeno na sonce in rečemo, zdaj se je pa avto popravil. Ali pa še bolj konkreten primer, računalnik, ker računalniki so bolj podobni nam, našemu umu. Recimo, da dobimo en virus v računalnik, neko zelo namerno aplikacijo, program se inštalira in potem, ko nekaj želimo narediti, se nam namesto do tistega, kar mi pričakujemo, da se bo zgodilo, se zgodi nekaj drugega. Torej, in zdaj, če hočemo ta virus odstraniti, ne moremo enostavno samo gledati v ekran, ali pa kupiti v trgovino eno nalepko, na katerem piše virus je odstranjen, ali ta računalnik nima več virusa in nalijemo to nalepko na računalnik in potem bo virus magično izginil. Tako ne gre, ker virus je pač sestavljen iz določene programske kode, je prišel v računalnik in ga je potrebno naprej poiskati, prepoznati, videti, kakšna programska koda je, ki jo vsebuje, ki aktivira neko neželeno delovanje računalnika in potem ta virus odstraniti z protivirusnim programom. In v kontekstu uma, kaj je tisti protivirusni program? Ta protivirusni program
je pisanje, je akt pisanja, ker za pisanjem mi lahko točno pogledamo, se umirimo, vidimo noter v globino sebe, vidimo to programsko kodo, jo prepoznamo in jo potem z samoodpuščanjem odstranimo iz sebe. Tako da vsi tisti, ki želite spremeniti učinkovito svoje miselne in vedenjske vzorce, da odstranite te podzavestne hipne reakcije, zavedajte se, da enostavno z meditacijo v smislu nekega predstavljanja, za neko projekcijo, za uporabo neke domišljije, nekih vizualizacij ne bo šlo. Potrebno je dejansko pogledati, prepoznati, katero prepričanje, se pravi, kater stavek, iz katerih besed je sestavljen, kdaj smo ta stavek, to programsko kodo sprejeli v sebe, to prepričanje. Mogoče smo nekje nekaj prebrali, v kakšni knjigi, slišali po radiju, videli na televiziji, lahko da nam je nekdo nekaj rekel in potem smo to informacijo spravili v sebe in je ta informacija postala kot neka vrsta virusna koda, ki nam povzroča zdaj neke hipne čustvene reakcije in nam moti pozornost od realnosti v tem fizičnem trenutku. Toliko za enkrat. Vabim vas tudi, da se vpišete v brezplačni uvodni tečaj DIP Light. Povezavo najdete v opisu tega videoposnetka in želim vam uspešno odstranjevanje umskih virusov iz samega sebe. Nasvidenje.